Sem Lara. Sem Nikolaj. In sva pevca pri Akademskem pevskem zboru Maribor. Jaz sem že od malega rada pela, tudi z babico pa sestro smo vedno že pela doma. Pa smo se potem tudi s sestro pridružili zboru na Sveti Ani, od tam prihajam. Pa tudi zdaj še vedno kaj pojemo, tako kot same. No. Ja, jaz sem pa tudi pel že v osnovni šoli, srednji šoli, doma na Poniki tudi pojem. Svoje glasbo me tudi že od malega spremljala, ker sta oba starša glasbenika. Tada ja, že od nekdaj mi je to domačeno. Meni je res všeč ono, ko je taka velika skupina ljudi, da res moramo vsi skupaj sodelovati pa se truditi, da pride do tega rezultata. No, potem, da se ono poklopi in je pač res zazveni, pa je to tako zadoščanje naprej. Ja, podobno. To je podobno kot v ekipnih športih, se mi zdi, da je zmeraj boljše, če jih je več skupaj. Pol tudi, če kak uspeh je boljše, če proslavljamo skupaj oziroma kakorkoli, ne. Se mi zdi, da je bolje, kot če je večja skupina ljudi. No. Ja, mi imamo v bistvu tak sistem, da imamo avdicije. Pač prvo se prijavimo po mailu, ko so v oktobru vsako leto avdicije za nove člane, potem pa pridemo na avdicije in nas takrat enega pa enega noter kličejo. Potem, ko pa priješ noter, moraš pa v bistvu si eno pesem zbrati, ki jo zapoješ po lastni izbiri. Pol pa še imaš kakšna ritmična vaja, no, da se malo ritem preveri, pa še tudi pol preveri razpon petja, se pravi, da v kateri glas te bo dal. Ne? Pa malo tako melodične ti, kako v bistvu ponavljaš. Ja, ni tako grozno, samo. Ja. Vse nas je vedno stravilo fulno, ampak brez razloga, ker ni bilo tako, da. Predvsem voljo? Željo, v bistvu voljo predvsem zato, da hodi na vaje, zato ker velikokrat imamo študenti tudi izpitno obdobje, imamo mi še vedno vaje pred izpitnimi obdobji. V bistvu, če ti imaš neke volje, ti je pol samo muka hoditi in ko imaš pa enkrat voljo, pa če prije na 40 takih skupaj, pa se mi zdi, da ni problem, je pa kar enkrat enostavno. Mislim, ne, seveda ne, veliko se tudi še, je še drugi dejavnosti, naprimer APZ tudi organizira večkrat, da se lahko vsak pevec sam pri sebi razvija, torej imamo v bistvu vokalno tehniko, da vsak za sebe lahko gre. Potem organiziramo rojstnodnevne zabave parkrat na leto, se pravi v vmesnem času, ki so praznovali rojstni dan, počastimo ostale. Se pravi, imamo tudi kakšne tematske zabave, v decembra imamo miklavževanje, to je vsako leto druga tema. Potem hodimo na intenzivne vaje, na turneje, se pravi veliko enega druženja, še zraven, ni samo petje seveda. Je tudi veliko učenja novih jezikov, ker vsako leto, naprimer, če smo šli v Španijo, če smo šli v Italijo, smo se zmeraj naučili neki pesmi iz njihovega jezika in zmeraj bilo še veliko izgovorjave, učenja novih jezikov. Nemščina, ja, veliko, francoščina. Ja, francoščina. Francoščina. Nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, še baskovščina, ne? Ja, še to, ja. Decembra gremo tudi na koledovanje po mestu. V bistvu je ogromno enega druženja in če je komu samo petje, mora ti biti tudi za druženje. Ja, druženje, ker smo v bistvu neka skupnost. Radi rečemo, da smo v bistvu ena velika družina, tako da je v bistvu še ni samo res petje. Vse, kaj spada zraven. Jaz bi rekel, da že prvo leto, ko sem prišel, smo šli na državno tekmovanje v Mariboru na našo pesem in takrat smo zmagali. In takrat, ko smo čakali v dvorani, takrat se mi zdi, da je res taka zelo dobra energija, no, ko je bila razglasitev, ko v bistvu celo leto vadiš, no, pa dejansko dobiš neko potrditev, da si vredi delo, ko smo bili na prvem mestu in ja, takrat je bilo res, ne vem, če bi mogel zbrati eno, bi zbral to. V času pred enim koncertom je v zboru izgleda razhajal neki virus in je že ogromno jih moglo odpovedati en koncert. Jaz sem tudi bila sicer bolna, ampak sem rekla, ok, grem vseeno probati, odpojem tisto, pa grem pol takoj domov nazaj počivati. Pol pa smo prišli na oder in se mi začne naenkrat na polno vrteti, nič več nisem videla. In pač tik preden bi obmedlela, sta me iz leve pa desne moji sopevki pač pod roko prijeli, da smo vse pač tisto pesem zgurali do konca. Tako da sem jima res hvaležna za to. Je pa še en dokaz, da se res podpiramo pa si stojimo ob strani, ne glede na vse. Ja, jaz bi rekel, da mogoče ni nekih takih mitov o zborovskem petju, no, ampak če že, da bi rekel, mogoče sem že kdaj slišal, no, da marsikdo misli, da smo tukaj sami
šolani pevci oziroma da smo vsi iz glasbenih faksov in podobno, ampak temu sploh ni res. Naprimer, že, seveda so kakšni posamezniki, ki so šolani, ampak naprimer, jaz hodim na študij elektrotehnike, Lara hodi na študij medicine, ki nama je to samo hobi, ni nama sploh to glavna V bistvu stvar. večina nas čisto mešano. Ja, mešano je. Nismo zdaj samo res iz glasbene pedagogike in podobnih stvari. Nas je res zelo mešano. No, Ja, da bi bili neki profesionalni, res samo za vse je to zborno, za vse študente. Ja. Jaz bi rekla, da mogoče je manj priljubljeno kot nekoč, ker se mi zdi, včasih je že vsaka vas imela neki zbor. Ampak tisti, ki pa se odločijo priti zboru, pa pač res to delajo, se mi zdi, srcem, pa potem je tudi nas verjetno večina takih, da poleg APZ-ja smo še pri nekem drugem zboru, tako da res damo dosti časa v to. Pa tudi to se mi zdi poznalo, pač Akademski pevski zbor je pod okriljem Kulturno-umetniškega društva Študent in smo lani praznovali 60. obletnico delovanja in se mi zdi, da tam, kjer je taka tradicija, pa se pol res vidi, da tudi pač kultura še vedno gre naprej. Ja, seveda, en velikega sodelovanja, zdaj, ker to ni, če imamo ne vem, nekateri smo jutrni ljudje, eni večerni, zdaj tukaj ni, če imamo zjutraj vaje, če imamo zvečer, se treba prilagoditi, se pravi, tudi veliko prilagajanja. Poslušanje drug drugega, naprimer, ne moraš vedno iskati iste barve, kako naj rečem. Pa drugače, mislim, en dober primer je tako, naprimer smo na turnejah, se mi zdi, tudi in na intenzivnih vajah, ponavadi tudi se kaj v noč zavleče, na koncu zjutraj smo vsi zaspani, ampak smo vsi zaspani in potem se mi zdi, da je taka, mislim, zelo zanimiva izkušnja bila, če smo vsi zaspani, kar nekaj sploh ni več hodil. Če bi bil ti edini tam zaspan, bi se smila sam sebi tam. Isto na turnejah, ko smo v nekih učilnicah prej v Dolgih Rekovcih, zunaj pa 40 stopinj, pa isto vsi trpimo, ne. In kar nekaj se mi zdi, da tako nekako se... Ja, ker skupaj trpimo vrejo, ne. Ker nekaj se mi zdi, da ni več težko, no. Če je večja skupina ljudi, ne. Pa da smo vsi v istem. Lani smo bili na turneji v Italiji in smo šli jest, pač prišli nazaj do avtobusa, smo bili zaparkirani. In so nas dva avta zaparkirala, potem smo šli do šefa restauracije, je šel vse v mize vprašati, nikakor ni našel lastnika, se pravi, mi smo že tam čakali 1 uro, šofer je že imel plen, ker je že imel na kartici že preveč ur in je že to že bil cel živčen, če bomo lahko sploh nazaj prišli. In pa smo pa mi počasi dosti tega in je bil nek Fiat Punto mali in smo ga se nas ene par skupaj spravili, pa smo ga prejeli pa zanesli stran, da smo lahko prišli do hotela not. V bistvu res to sodelovanje, pa skupno veselje, ko nam uspe nekaj. Pač, če imaš ti sam neki uspeh, si vesel, ampak ko pa ima 50 ljudi en uspeh, pa je pač veselje samo še večje, pa res... Ja, pač meni tudi naprimer predstavlja en zelo dober odklop. Naprimer, ko smo študenti, smo večkrat imamo med izpitnimi obdobjem, pred izpitnim obdobjem smo veliko zasedenimi z različnimi obveznostmi in pa pridejo vaje, ura, pol 7 imaš še za narediti res veliko za faks, ampak vedno se pa jezim, zakaj imam nič za na vaje, ampak pa gremo na vaje. Pa se mi zdi, da se za tiste neke 2 ure vmes odklopiš čist in se mi zdi, da se res sprostiš v bistvu pol, ko prijem nazaj, sem lažje delam naprej in vse skupaj in v bistvu mi je predstavlja res nek... Odklop, ja. Ja, od realnih problemov. Planov nekaj že imamo, se že izdelajujejo, ampak nekaj še nimamo čisto dokončno dorečenih, ampak ja, seveda sigurno se že ve, da v začetku oktobra bomo imeli audicije, zato vljudno vabljeni vsi novi pevci. Pridite, no, probite, jaz sem tudi bil tak, da nisem bil siguren, pa se neko grem probat, mogoče pa grem na eno vaje, pa neho, pa evo me 4 leta kasneje že gr tu, pa če res imamo v redu, no, tako da pridite probat, no. Jaz bi rekel, da v dvorani, zato ker je pač akustika boljša, če je na prostem, je treba že ozvočenje, vse in je bolj nenaravno, ko je pa v dvorani, je pa pač naravno bolj v tujini. Ja. Intenzivno vaje. Zdaj potem, ko smo glih izvajali letos Mozartov Requiem, bi jaz kar rekla klasični. Ja, oziroma malo, kak daj? Ja, oboje, ja. Mora biti malo mešano, da ni dolg čas. Alt. Bas, a kapela. To tudi smo mi v bistvu večinoma. Ja, zvečer. Ja. Ja, na vajah je fajn sedeti, če ne se kar hit. Na koncertu bi pa malo čudno izgledalo, če bi sedeli tale pečem. Ja, ne vem, oba rada oboje pojemo. Ja, ampak večje je bolj neka skupnost, se mi zdi, in se bolj družimo tudi in se mi zdi, da je bolj neka. Pa ti, ko poješ, ono je večje, volumen pa vse nastane, tako da tisto je bolj bomba, no, včasih, če res
Ja. Poklopi. Ljudski. Pa oboje, spet isto. Ja. Oboje, kak daj. Ja. Pa še tudi kak koncert med samih ljudskih, Ja. kdaj pa tudi kaj bolj novega.